Drage gledalke in gledalci, lepo pozdravljeni. Poletna sezona se je začela in z novimi cvetličnimi koriti obiskovalce in turiste že pozdravljajo tudi v Zgornjesavski dolini. V današnji oddaji pa bo naš gost podžupan Bogdan Janša. Dober dan. Dober dan in lep pozdrav gledalkam in gledalcem ATM TV. No, tudi danes smo pri enem od teh korit, začniva kar z njimi. Že lepo pozdravljajo turiste in obiskovalce. Ja, tako je. To je ena taka mini kamenček v turistični infrastrukturi oziroma ponudbi za naše obiskovalce. Dejansko gre za, naravne materiale, ker ves čas, težimo k temu, da je čim več tega narejenega z naravnih materialov, tako da v bistvu v vsakem naselju je eno izmed takih korit in, kot sem že prej rekel, nek kamenček za to, da se obiskovalci naše doline počutili dobro, hkrati pa da tudi naši krajanke in krajani vidijo, da se trudimo na vseh področjih. No, okolje in prostor je pravzaprav tista tema, tisto področje, na katerem vi ogromno delate. Kaj je zdaj novega, kaj se dogaja na okolju in prostoru v občini Kranjska Gora? Ja, tako je. Sam smatram, da poleg komunalne infrastrukture, se pravi dobre urejenosti na komunalnem področju, potem tudi, turističnega dela občine, je siguren okolje in prostor tisti tretji steber ali pa še celo nosilni steber vsega tega, kar v bistvu v občini potrebujemo, se pravi urejen prostor, kjer občina lahko, izvaja svoje investicije, načrtuje strategijo za naprej, po drugi strani pa urejen prostor pomeni tudi to, da lahko domačini, v skladu z našimi prostorskimi akti gradijo ali pač nadaljujejo gradnjo in seveda pač ostanejo tukaj v naših prelepih krajih in ne razmišljajo o tem, da se jim bo treba zaradi omejitev v prostoru seliti kamor drugam. Je pa to seveda tudi občutljivo področje, verjetno polno birokracije. Ja, res je, kot je vsaka stvar v tej naši državi, je tudi to. Ne glede na to, da ne bi bile občine, suverene pri načrtovanju prostora na svojem območju, žal brez države tukaj ne gre in za vsako stvar je treba urediti z pristojnimi ministrstvi in pa službami na državnem nivoju. Brez tega žal ne gre, ampak glede na to, da smo se pač lotili tega, jaz verjamem, da bomo končno letos lahko razgrnili občinski prostorski načrt in takoj pričeli z, spremembami tega načrta, ker dejansko ta načrt bo obsegal določene zadeve, ki segajo mogoče par let nazaj, ampak zadeve grejo pa tudi naprej in je treba tudi spremljati. Tako da jaz bi res rad občanke in občane prosil za malo razumevanja pri temu. Naprimer, jaz bi samo povedal, občinski prostorski načrt je sestavljen iz večjih dokumentov. Trenutno se že kar nekaj let trudimo na dokumentu hidrološke študije. Se pravi, to je študija, ki posega v območje voda, hudournikov, rek, potokov in dejansko, kot vedno rad rečem, je naša dolina izjemno lepa, v lepem okolju, hkrati po drugi strani ima pa ogromno omejitev prostorskih in ta zakonodaja pravzaprav najbolj udari prav nas, občino Kranjska Gora, mogoče še občine, ki so znotraj Triglavskega narodnega parka in pa seveda občine, ki imajo toliko naravnih lepot, ki so po eni strani zaščitene, po drugi strani so to omejitev, po tretji strani pa treba najti neko, sredinsko linijo, da pač, smo zadostimo vprašanjem in pa zahtevam države, po drugi strani pa tudi občina, da lahko načrtuje nemoteno svoj razvoj. Kakšni so pravzaprav problemi, konkretni te prostorske strategije in kakšne bodo rešitve? Verjetno imate jih že kar nekaj tudi v mislih, v načrtu. Ja, problemi so, kot sem že povedal, občina je pozicionirana, če lahko tako rečem, v območje, kjer velja zakon o Triglavskem narodnem parku, kjer so visoke zahteve, kar se tiče vodovarstvenega območja in pa kjer imamo tudi Naturo 2000. To je ena stvar. Druga stvar je, kot vidimo ali pa kot sami zaznamo, je dolina zelo ozka, omejena na eni strani s Karavankami, potem Julijskimi Alpami in če gremo naprej, pač po celi dolini se to samo, prek Špikove skupine, Ponc in tako naprej, pač samo stopnjuje. Tako da dejansko je zdaj prva stvar, ki jo čakamo, je, potrditev hidrološke študije. Ta študija je eden izmed dokumentov občinskega prostorskega načrta in potem kompletna dokumentacija mora dobiti, še tako rečem, zeleno luč na Ministrstvu za okolje in prostor in to je potem pomenilo, tukaj naprej gre občina v razgrnitev tega načrta, čaka 30-dnevni rok, kjer se pač še podajo pripombe in potem naslednja stvar je sprejetje na občinskem svetu. Jaz močno upam, da nam bo to uspelo do konca letošnjega leta, ker dejansko občina čaka ta dokument že 10 let in več. Ampak se pravim, ne iščem opravičil, ampak glede na to, ta dejstva, ki sem jih zdaj povedal, je stvar, ni tako enostavna, kar se tiče časovne dimenzije. Vsako stvar je treba uskladiti, za vsako stvar je treba v Ljubljano s pristojnimi ministrstvi, službami in to vzame čas in tudi
tudi energijo. Rezultata pa dejansko nimamo, da bi zdaj kaj lahko v roke prijeli in dokler ga ne razgrnemo, pomeni, da zadeva še ni tako daleč pripravljena. Tudi tu lahko rečemo ta stara zgodba, da ko gre enkrat za sodelovanje z ministrstvi, z raznimi inštitucijami, se vse skupaj kar rado malo zavleče. Ja, rado se zavleče, ampak dejansko brez tega ne gre. No. V bistvu, da stokanje ali pa jokanje najbrž ne prenese rezultatov. Treba se v avto usedeti 2-krat na teden v Ljubljano skočiti, glede na to, da smo pač vsi na neprofesionalnih funkcijah, je tudi to mogoče malo težje uskladiti, ampak če se premika, jaz vedno redno rad rečem, da boža se kolo počasi vrti, kot da se čisto ustavi in v bistvu ta kolo se zdaj vrti, pač ima neko svojo hitrost, včasih ga malo porinemo, včasih ki naletimo na kakšno oviro in tako je. Jaz se pravim, ne iščem opravičila, ampak rad bi ljudem na čim bolj enostaven način povedal, zaradi česa stvari stojijo, kje je občina naredila svoje, kje pa pač more, bom rekel, z neko potrpežljivostjo pogajanja speljati do konca. Tudi športna infrastruktura je vaše domače področje, lahko rečeva. Kaj se dogaja tu, kaj si lahko obetamo? Ja, ravno tako kot splošno gledano prostorska problematika je tudi, bom rekel, problematika športne infrastrukture povezana z urejenim prostorom. Sigurno je, bom rekel, priložnost turistične občine, kot je naša, cele destinacije ta v, bom rekel, športnem turizmu, ne bo to zimski turizem ali pa letni in tukaj pač želimo rešiti, bom rekel, dokončno športni park Ruteč. Riše se že idejna zasnova za območje Proda v Mojstrani, kjer smo bili zbrani strani Nogometne zveze tudi kot nek pilotski projekt, kjer nam bo pač njihova, bom rekel, projektantska skupina, arhitekti pomagala skupaj z našim projektantom, bom rekel, narisati oziroma umestiti v prostor to, kar Proda rabijo. Ne glede na to, da imamo tam veliko dejavnikov pa deležnikov, je to pač treba z nekim občutkom za prostor narediti. Potem imamo v bistvu tukaj še površine, ki spadajo ob šole in telovadnice, tam se zelo trudimo, bom rekel, ne nazadnje ta zadnje športno igrišče, ki je urejeno pri osnovni šoli Josipa Vandota v Kranjski Gori, je dokaz, da je bilo potrebno to vložiti. Otroci so ga, rekel, sprejeli za svojega in tudi popoldan je prav fajn videti, se jim peleš, da je veliko otrok meče na koš, brca, karkoli že dela. Tako da to pod Lekem smo pokazali, da se da z miniaturno naložbo v ta prostor pri Pišnici narediti en tak zanimiv z mini športno infrastrukturo za razgibavanje za mlade in dejansko v to smer je treba razmišljati. Druga stvar so potem zimski športi, sama smučarija in pa radi bi končno pripeljali gondolo na vrh Vitranca, tam je tudi, bom rekel, ogromen interesov in naravovarstvenih in kakršnihkoli problemov, ki jih pač vidimo skozi to zakonodajo, ampak tudi tukaj naprej tiščimo, če lahko rečem, to zadevo, da bi se, rekel, v končni fazi najdla rešitev, da pač pripeljemo gondolo na vrh Vitranca. Se pravi, kar se tiče golfa, smo letos zelo zadovoljni, prišlo do otvoritve, se pravi, golf je dobil, bom rekel, neko povezano celoto, ima neko ponudbo, ki je dodana vrednost in tle kapa dol vsem, ki smo ali pa ki so, bom rekel, energijo pa čas vlagali v to. Tako da je kar dosti dela. Jaz mislim, da imamo priložnosti še v smučarskih tekih. Zdaj tekaški šport je v razmahu, naša dolina je bila znana po dobrih tekačih in je znana in verjamem, da bomo to mrežo tekaških stez, bom rekel, razvlekli ali pa potegnili tudi po celi dolini in tudi ta segment turizma pritegnili na ta način v dolino, da pač razbremenimo smučišča s smučarskim tekom, hkrati pa pač okolje obdržimo v takem, naravno okolje obdržimo v takem stanju, kot je zdaj. No. Dejansko imamo pa pol še, bom rekel, problem z alpskimi dolinami in pa seveda z Vršičem. Ni čisto okoljski problem, je pa seveda povezan z okoljem in pa prometno problematiko. No, zdaj ste ravno omenili Vršič in prometno problematiko. Na začetku poletne sezone se dotakniva še tega. Kakšni so načrti za parkiranje na Vršiču? Imava morda že kakšne informacije za vse, ki bodo šli tja? Kakšna navodila, kako naj pravzaprav ravnajo, ko bo Vršič znova polno zaseden z obeh strani konec koncev? Tako je, dejansko je to bolj problem države kot občine. No, če smo pošteni, gre za državno cesto, gre za gorski prelaz. Sigurno sta trentarska stran pa naša stran povezani in pa zainteresirani, da se te stvari uredijo, ampak dejansko mora država tukaj prevzeti štafetno palico in jo prevzema, ampak mi bi radi, da bi to šlo malo hitreje, ker pojavljajo se te zamaške, predvsem, ker se gor vse zapolni, rata res velik problem. Tako da tukaj občina svoj del domače naloge, če tako rečem, vzorno upravlja.
ravno tako tudi Bovška, ampak bom rekel, generalna rešitev pa mora biti ideja oziroma problem in projekt države, seveda skupaj z občinami, ker ne nazadnje, če bo prišlo do kakršnekoli rešitve, jaz upam, da bo to velik finančni zalogaj za občine prevelik in tukaj bi mogla država in ministrstvo za infrastrukturo seveda razmišljati tudi v to smer, kar se pogajamo, pa kar sedimo skupaj, to gre, spet pa ne gre to tako hitro, kot bi pač mogoče občani in pa vsi uporabniki oziroma vsi turisti, ki prehajajo preko Vršiča, želeli. No. Kar se pa tiče Orad, če lahko nadaljujem, je pa tako, Orata so specifična dolina, je neko slepo črevo, ki se pač pod Triglavsko steno Preljažemu domu konča in je treba, za razliko od Vršiča, ki bo neko fluktuacija z enega konca na drug konc možna, tukaj pa ne, je treba obrniti pa dolino zapustiti po isti poti. V glavnem lahko samo povem, da je izdano naravovarstveno soglasje za asfaltacijo ceste do Podkrede, se pravi od Peričnika do tega klanca, ki mu rečemo Kreda, že. Tako da zdaj iščemo sredstva, da bi letos v jesen ta prvi del asfaltacije speljali. Moram je že tukaj občina tudi nekako zraven in v bistvu proba sofinancirati v skladu s svojimi možnosti to. Druga stvar je, da jo zaključimo drugo leto spomladi s tem, da se ta drugi del asfaltira. Hkrati vzporedno s tem tečejo pogajanja oziroma bom rekel priprave za to, da se cesta prekategorizira v občinsko, ker zdaj je državna. To pa ravno z namenom, da bi v bistvu lahko občina ta režim, ki ga pač pripravljamo, izvajala v celoti sama, ker dejansko je tako, ti ne moreš v obcestnem pasu, ker nisi lastnik, praktično postaviti niti eno tablo, brez da pridobiš soglasje. Druga stvar je, nam je partner v prometu, v projektu tudi TNP, Planinska zveza, domače planinsko društvo, turistično društvo in tle je toliko deležnikov, da ne omenim agrarno skupnost, ker pač večina lastnikov tam pač ima svoje gozdove, kar je seveda prav. In z vsemi temi je treba izpogajati pravo formulo. Jaz mislim, da smo jo dobili in zdaj prva stvar v tem projektu je ta asfaltacija ali pa protiprašna zaščita, kot ji rečejo, kjer bi pravzaprav se rešili tega prahu, ki v poletnih sezonah, zdaj taka poletja, kot so, dejansko zamegli dolino. Vzporedno s tem pripravljamo parkirišča v naselju Mojstrana, javni prevoz, ki bo pravzaprav funkcioniral v času sezone, ki bo pa povezan s tem za zapolnitvijo parkirišč. Hkrati pa je sistem tako naravnan oziroma postavljen, da ko se bodo parkirišča v Ratih zapolnila, se bo pač določeno obdobje v dolino dejansko možno vstopati samo z javnim prevozom, peš ali s kolesom, kar je ne nazadnje tudi naš interes. Se pravi, v tej fazi to pomeni, da ko se bo določeno število vozil, bom rekel, zapustilo parkirišče v Ratah, bo tudi v Rata možno dostopati z osebnimi vozili, ampak kot sem že omenil, naša želja, pa želja vseh, ki imamo radi te kraje, ki imamo radi našo dolino, ne nazadnje Triglav, je, da dejansko čim bolj omejimo z nekim pametnim režimom ta promet in zagotovimo hkrati čim večji obisk z ekološkimi vozili, peš, z nahrbtnikom, s kolesom. Rekel, naši vevrce, mojstranški alpinisti pravijo, da včasih ni bilo problem, smo šli en dan prej, v Ljažemu domu prespali, pa drugi dan ob 4 ostali pa šli gor. Zakaj mora biti zdaj to problem, da se vsak pripelje z avtom čist do podstene, naredi en selfie, če se tako izrazim, pa gre. Dobro, tudi taki gostje morajo biti, ampak dejansko ta projekt gre v to smer in jaz verjamem, močno upam, da bi ga v tem mandatu končali in zaključili in pol s ponosom lahko rekli, da smo pravzaprav nekaj naredili za okolje, pa tudi za naše zanamce, ki prihajajo, ker dejansko ta dolina bo ostala tukaj, zdaj samo od nas odvisen, v kakšnem stanju bo ta dolina in res je treba vse sile napeti v to smer. Ja, in zdaj si lahko zaželimo le še lepo vreme, čim več pametnih turistov reciva in dobro sezono vsem skupaj, pa povabiva še vse, naj pridejo v Zgornjesavsko dolino. Ja, tako je. No. Zdaj, se pravim, ta odnos do okolja, do narave, počasi ta ozaveščenost vseh obiskovalcev, rekel, se izboljšuje. Večina ljudi tudi ve, da je fajn avto pustiti zunaj, priti s kolesom. Ena ideja oziroma ne tako nerealna ideja je v dogovoru z jeseniško občino, da s Slovenskimi železnicami organiziramo kolesarski vlak. Se vlak bo peljal iz Ljubljane do Jesenic, na Jesenicah bi pač kolesarji izkoristili ta del kolesarske steze do naše destinacije in potem zvečer z vlakom se vrnili v Ljubljano. To je neka razbremenitev doline, kar se tiče avtomobila, motoriziranega prometa. To so neke take želje. Druga stvar je, da umestimo od Topolina pa do Cerkve v Mojstrani kolesarsko stezo ob državno cesto, ker tam je zdaj tudi nek pas, kjer so hitrosti izven naselja pač za voznike dovoljene, hkrati pa tak naval kolesarjev, da tam je že ratal navaren in je ta idejni projekt tudi narejen, ampak da ne zaidem, ker so že proti koncu. Jaz bi vse skupaj povabil, zaželil turistične delavce na uspešno sezono, vsem obiskovalcem pa da mogoče ta čut
do narave, odgovornosti do narave, do okolja pač prenesejo sem in da vidijo, da se res trudimo zadržati to dolino čim bolj naravno, čim bolj tako, kot je bila. Hkrati pa jih seveda vabim, da jo pač obiščejo v čim večjem obisku in pač odnesejo odlične vtise in te vtise prenesejo svojim, bom rekel, družinskim članom, svojim kolegom in jih pravzaprav povabijo v dolino, tako da vabljeni in čim več, bom rekel, doživetih dogodkov tukaj v naši dolini in pa srečen z domačini, ki pravzaprav kljub vsemu turističnemu bumu razumejo to zgodbo turistično in jo podpirajo. Tako da še enkrat vabljeni, pa srečno vsem skupaj in dobrodošli. Hvala lepa, podžupan, za ta pogovor. Seveda želim veliko uspeha pri izvedbi vseh začrtanih projektov in prijetne počitnice. Hvala tudi vam. Vam, drage gledalke in gledalci, pa hvala lepa za vašo pozornost. Lep dan še naprej.